Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes imam pa za vas kokošjo pravljico in ta kokoška zelo rada govori. To je moja sestrica Lili, ki ima zelo rada konje. Izvoli! Udobno se namestimo in prisluhnemo pravljici. S kokoško Minko. Kokoška Minka je zelo dobrega srca. Ima kup prijateljev in zelo rada se igra z njimi. Težava le v tem, da veliko preveč govori. Kokodak, ta in ta je naredil to, pa to, kokodak, ta in ta hodi vsak dan, tja pa tja, kokodak. Nekega dne njenim prijateljem tega dovolj. Minka, nehaj, ušesa naj že bolijo od tvojega večnega kokodakanja. Naslednje jutro se odpravijo loviti ribe. Minka bi po vsej sili šla rada z njimi, a jo zavrnejo. Daj no, Minka, saj nam boš pregnala vse ribe. Minka vsa nesrečna sede na klop. Mimo pride kom Blisk. Vprašajo, kaj je narobe, Minka, da si tako potrta? Prijatelji me nočejo vzeti s seboj na ribolov. Pravijo, da bom preplašila vse ribe. Si pomislila na to, da mogoče govoriš preveč glasno? Saj niso vsi gluhi, kakor osliček Pepe. Res ni nobene potrebe, da se tako dereš. Blisku se nesrečna Minka zasmili in da bi jo potolažil, jo povabi na sprehod ob potoku. Poglej, krab, Piko je tukaj, sklikne Minka. Uboga stvarca usta odpira, govoriti pa ne more. Čakaj, pokažem ti. Zdravo, Piko. Piko poskuša odzdraviti. Ali znaš govoriti? Vidiš, nobenega glasu ne daš od sebe. Blisk se zasmeje. Po moje si pa ti gluha. Saj za hip utihni in poslušaj. Zdravo, Minka, da znam govoriti, nisem nem, pove Piko. Minka ne more verjeti svojim ušesom. Saj sem ti hotel povedati, pa kaj, ko nikoli ne poslušaš. Minka od sramu zardi. Malo naprej Blisk in Minka srečata miško Aljo. Minka se obrne k konju in reče: Poglej, Alja je tukaj. Ali veš, da mi je prijateljica prijateljičine prijateljice povedala, da nosi babičine spodnjice? Blisk odgovori: Ni lepo, da trosiš naokrog govorice, ki spravljajo druge v zadrego. Predstavljaj si, da sem te zalotil, kako poljubljaš fotografijo nekoga, ki ti je pri srcu. Bi ti bilo všeč, če bi šel in to vsem razbobnal? Oh ne, tega pa res ne bi hotela. Kakšna je ta Minka? Čez nekaj časa prijatelja naletita na kozlička Dina. Zdravo, Dino, ga pozdravi Blisk. Kako ti gre? Malce slabe volje sem, ker ne najdem. Minka ga prekine. O, piščane Čivko je bil zjutraj tudi strašno slabe volje. Spet poskuša Dino, tudi Čivko je nekaj izgubil. Minka spet poseže vmes. Dino prekipi. Vzame lepilni trak in ga ovije Minki okrog kljuna. Potem se zasuka na petah in odkoraka. Na, pa si dobila svoje, kaj si mu pa kar naprej skakala v besedo. Ha, 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 se ji zasmeje Blisk. Naslednji dan gresta Minka in Blisk skupaj loviti ribe. Minka je tiho kot miška in po sreči se ji ujeti veliko rib. Ponosno se vrne med prijatelje. Vidite, jim reče, naučila sem se, kako držati kljun zaprt, kadar je treba. No, Minka, si se danes česa naučila?
Odslej bom vsakokrat poizkusila prisluhniti drugim, ker imajo pogosto kaj zanimivega povedati. Blisk reče: nehati se moraš zmordovati nad tem, kaj drugi počnejo in kako živijo. Minka reče: da opravljanja niti ne omenimo. Blisk reče: in odvaditi se moraš skakanja drugim v besedo. Drugače ti bo spet kdo zalepil kljun, da boš slednjič vendar že tiho. Evo. Tale pravljica je pa res smešna. Kako je bila pa tebi všeč, Lili? Glede na to, da ti tudi veliko govoriš, tako kot kokoška Minka. Zelo super. Ja, res je. Ti tudi veliko govoriš. Ja. Ja, včasih je pa treba malo govoriti. In otroci, ne skakajte drugim v besedo in ne govorite veliko. Ti pa tudi, veš? Ja. Upam, da vam je ta pravljica bila všeč in prisluhnite še kakšni, ki jo bom pripovedoval z mojo sestrico Lili. Do takrat pa Minkin, čau čau! Pojdiva, Lili.